Spoštovani, v veliko veselje in čast mi je, da lahko med nami pozdravim in napovem nocojšnjega slavnostnega govornika, častnega senatorja Teološke fakultete, akademika profesorja doktorja Kajetana Gantarja. Profesor Gantar je doktor literarnih znanosti, klasični filolog, urednik in prevajalec Homerja, Hezioda, Aeschila, Sofokla. V lanski sezoni je bila prav v mariborskem gledališču uprizorjena njegova drama z novim prevodom profesora Gantarja z naslovom Ojdip v Kolonu. Prevajalec Euripida, Aristotela. Našim študentom je profesor Gantar najbolj znan in priljubljen po prevodu Aristotelove Nikomahove etike. Iz grščine je prevedel tudi več knjig Svetega pisma in še bi lahko naštevali. Profesor dr. Kajetan Gantar je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, prejemnik Sovretove nagrade, nagrade Prešernovega sklada in Zoisove nagrade za življenjsko delo na področju klasične filologije. Vse to je le nekaj drobcev bogatega opusa del in življenja akademika profesorja dr. Kajetana Gantarja, ki je predvsem velik mislec in humanist. Nocoj nam bo spregovoril o vlogi in pomenu humanistike in posebej teologije za sodobni čas in o njenih perspektivah. Spoštovani akademik Gantar, vljudno vabljeni na oder. Spoštovani gospod metropolit nadškof Cvikl, spoštovani drugi škofje in cerkveni dostojanstveniki, spoštovana gospa prorektorica Mariborske univerze, spoštovani nekdanji rektor Mariborske in sedaj Evropske univerze Ludvik Toplak, spoštovani dekan Robert Petkovšek in vsi drugi predstavniki znanstvenega, univerzitetnega in kulturnega življenja v Ljubljani, predvsem pa spoštovani dragi mladi prijatelji. V veliko čast in veselje mi je, da lahko v svojem imenu in v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njenega predsednika, akademika Tadeja Bajda, pozdravim mariborsko enoto Teološke fakultete ob njeni 50-letnici in se ji zahvalim za njen dragoceni prispevek k poglabljanju duhovnega življenja in k bogatitvi kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem Štajerskem, v Prekmurju in v tistem delu naše Koroške, ki nam jo je
nekoč kot rezervni poročnik majstrovih prostovoljcev priboril učeni in razgledani profesor in humanist Franc Sušnik. Jubilej enote sovpada z nekaterimi drugimi okroglimi obletnicami, ki so v neposredni zvezi z njeno oživitvijo in ne smejo zatoniti v pozabo. Pri tem imam v mislih najprej 60-letnico mariborske izdaje Svetega pisma, za katero je dal pobudo in imprimatur takratni mariborski škof Maksimilijan Držečnik. V takratni dolgotrajni suši verskega tiska je ta izdaja pomenila veliko prelomnico. Čeprav so za njo išle izčrpnejše izdaje Svetega pisma, pa nobena ni bila tako iskana kot mariborska. Imel sem bratranca, ki je bil eden vodilnih pri tiskarni Jožeta Mojškriča, ki je to skrbela. Bil je in sedi v partiji, ampak s kakšnim veseljem mi je pripovedoval, kadar sva se srečala, kako jim gre ta knjiga za med. Prav vsak čas bo razprodana, izdaje naklado moramo zvišati. Najprej so predlagali tam v komiteju 1000 izvodov, kdo bo pa to še bral? 5000, 10 000, 25 000. Pri zadnjih zvezkih smo šli na 30 000 izvodov. Pravi, poglej, kako smo se potrudili. Tako veselega, tako dobre volje, ga že dolgo nisem videl. Spominjam se tudi srečanja z nekim kolegom z moje filozofske fakultete, imel je aktovko in mi je rekel, Kajetan, uganite, kaj imam v tejle aktovki in komu to nosim. To sem rekel, kako? Ja. Pomislite, 4 knjige mariborske izdaje Svetega pisma in nesem jih samemu predsedniku akademije Josipu Vidmarju. Ga veste, da je on že 36. leta izstopil iz katoliške cerkve. Zdaj me je pa zaupno prosil, če mu lahko skrivaj prinesem te 4 knjige. To je bil za tiste čase izreden, velik, pogumen podvig, tako da je Držečnik kot optimist začel razmišljati o novem, še večjem podvigu, o obnovitvi mariborskega bogoslovja, kjer je nekoč tudi on, poleg filozofije in drugih predmetov, predaval tudi svetopisma. Moj oče je bil z Maksimilijanom Držečnikom, ki ga je poznal bežno še odprej. Maja 1941 v istem zaporu, v istem prostoru, v isti sobi, v neki vojašnici, v geštapovskem zaporu v Mariboru. In pripovedoval mi je večkrat, kako je bil Držečnik skromen, kako se ni bal tudi najbolj umazanih del prostovoljno opraviti, če je bilo treba čistiti sanitarije, prvi se je javil. Kako je z globoko vero in optimizmom v tistih težkih razmerah dvigal moralo.
Od tam je bil, kot najbrž veste, izgnan na Hrvaško, moj oče z družino vred pa v Srbijo. Kot rečeno, škof Maksimilijan Držečnik je takrat opogumljen začel razmišljati o obnovitvi mariborskega bogoslovja, te najstarejše slovenske visokošolske ustanove, ki jo je ustanovil blaženi škof Anton Martin Slomšek in ki je bila poldrugo stoletje svetilnik vere in najmočnejši branik slovenstva na naši najbolj ogroženi meji. V njej so delovali in predavali globoko verni in vsestransko razgledani učenjaki in z nje je išla vrsta gorečih duhovnikov in narodnih buditeljev. Zato je bilo mariborsko bogoslovje trn v peti nemškim okupatorjem, ki so ga pa zasedbi Maribora takoj ukinili, profesorje in gojence pa pozaprli in izgnali. Pričakovali bi, da bo po koncu vojne mariborsko bogoslovje obnovljeno, saj so njegovi profesorji in gojenci od okupatorja pretrpeli veliko hudega, vendar se to ni zgodilo. Mariborski bogoslovci so morali na študij v Ljubljano, kamor so odšli tudi mariborski profesorji teologije. Namesto bogoslovja pa je bila leta 1968 osnovana posebna mariborska enota, ali mislim, da se je imenovala oddelek Ljubljanske teološke fakultete, ki je v začetku imela samo zadnje 3 letnike. Potem pa je v naslednjih desetletjih doživljala več preobrazb, peripetij, težjih ali lažjih trenutkov, od občasnih črnogledih misli o ponovni ukinitvi do neuresničljivih pobud za ustanovitev samostojne teološke fakultete v Mariboru. Od uspešnih pogajanj in pogodb o dvopredmetnem študiju v interdisciplinarni povezavi z mariborško pedagoško oziroma, kot se zdaj imenuje, s filozofsko fakulteto, do prilagajanja bolonjskemu študiju. Težko si v našem srednjeevropskem prostoru predstavljamo univerzo, ki ne bi imela poleg 2 najstarejših, poleg filozofske in pravne, tudi teološke fakultete. Žal pa se vloga in pomen teološke fakultete v okviru univerze pri nas čedalje bolj podcenjuje in hkrati z njo tudi pomen tiste fakultete, ki je v študijski in znanstveni usmeritvi najbližja in najbolj sorodna, filozofske fakultete. Veliko nam pove že en sam podatek o, naprimer, o Ljubljanski univerzi, ki bo prihodnje leto slavila svojo stoletnico. Pomislite, v prvi četrtini tega stoletja Ljubljanske univerze po ustanovitvi so bili 3 njeni rektorji z teološke fakultete, 6 rektorjev z filozofske fakultete. V naslednjih 75 letih, se pravi v 3-krat daljšem obdobju, pa niti eden več z teološke
niti eden več z filozofske fakultete. Zadnji rektor z teološke fakultete je bil pred 80 leti Matija Slavič, tik pred izbruhom druge svetovne vojne, oziroma že med njo, od 39 do 41. Zadnji rektor z filozofske fakultete pa pred 65 leti, ko sem bil jaz bruc, zgodovinar Franc Sviter. Pa pri tem ne gre za vprašanje slave in časti. Kdo bo rektor magnificus? Njegova magnificenca, kot so včasih titulirali. Ampak za vpliv, ki ga ima rektor na oblikovanje in izvajanje študijskih načrtov, ki ga ima na pravilah o obremenitvah univerzitetnih učiteljev, o pogojih za njihovo napredovanje. In veste, da ima rektor marsikje skoraj diktatorska pooblastila. Če pa jih nima, si jih pa včasih prisvaja. Pri tem žal velikokrat nima, ne bom rekel, da vsi, ampak marsikak rektor nima pravega posluha za upoštevanje specifičnih okoliščin pri vrednotenju humanističnih ved. Da bi se takšna neuravnovešenost preprečila, velja na nekaterih evropskih univerzah neko nenapisano pravilo, da po določenem časovnem turnisu slej ko prej vsaka, tudi najmanjša fakulteta, pride na vrsto za izvolitev rektorja. To je podoben turnus kot na primer na državni ravni v Evropski uniji, kjer prej ali slej pride na vrsto za najvišjo funkcijo tudi mala Slovenija ali kaka Malta ali Luksemburg. Žal pa so naše univerze še daleč od takega demokratičnega ključa ali vsaj korektnega dogovora. Na srečo pa obstaja pri nas, poleg ljubljanske, mislim v Sloveniji, tudi mariborska univerza, ki lahko včasih nastopa kot korektiv. Spominjam se, na primer, nekega dogodka ali detajla, neke peripatije z ljubljanske univerze, ko je malo več kot pred 20 leti skupina profesorjev Ljubljanske univerze izoblikovala predlog za podelitev častnega doktorata metropolitu nadškofu Alojziju Šuštarju, priznanemu strokovnjaku za moralno teologijo, še posebej pa enemu najbolj zaslužnih za našo osamosvojitev in za mednarodno priznanje Slovenije. Kljub prizadevnosti takratnega rektorja pa je bil naš predlog s prozornimi izgovori in nevidnimi zavorami blokiran tik pred imenovanjem. Vem, kako smo bili ob tem predlagatelji poparjeno. Prizanelo nas je ravno tako ali pa še bolj kot takrat, ko so istemu škofu, slovenskemu metropolitu, ob slovesni razglasitvi samostojnosti med blagoslovom lipe kot simbolom slovenstva na Trgu Republike pobalinsko izklopili mikrofon in ga utišali. To sramoto pa je na srečo pozneje in hvalo oprala Mariborska univerza, ki je že naslednje leto Alojziju Šuštarju podelila naziv
zasluženi naziv ali več kot zasluženi častnega doktorja. To sem vam moral povedati, ker mi že dolgo leži na duši. Čeprav sem rojen v Ljubljani in zaslužni profesor Ljubljanske univerze, vendar tudi Mariboru in njegovi škofiji veliko dolgujem. Na dan mojega rojstva je moj oče dobil od prosvetnega ministrstva Kraljevine Jugoslavije v Beogradu dekret za imenovanje profesorja na gimnaziji v Celju, kjer sem nato preživljal otroška leta do izbruha vojne in tam sem prejel tudi svojo prvo splošno, domoljubno in versko izobrazbo. Še danes hranim listino o mojem prvem obhajilu izpred 80 let in fotografijo svojih sošolcev, prvoobhajencev v lepih prvoobhajanskih oblekah. Seveda smo sami dečki, ker šole še ni bilo koedukacije. In še danes se spominjam naših prvih spovedi iz tistih otroških let, kjer nas kateheti in spovedniki niso strašili s peklenskim ognjem, ampak so rajši in bolj poudarjali besede: Bog je usmiljen, bod tvojo lumparijo pozabil. Lahko rečem, da so ti naši kateheti, celjski, vzgojeni, najbrž in izoblikovani na mariborskem blagoslovju, prehitevali čas in nam že pred papežem Frančiškom oznanjali teologijo usmiljenja. Tudi svojo prvo službo sem nastopil tukaj blizu, na Pujski gimnaziji, na kar imam prav tako lepe spomine. Tudi tu vidim še kakega svojega bivšega dijaka, poznejšega rektorja. Ja, sem vedno vesel na te spomine. Ravno tako lepi so spomini kot na poznejšo profesuro na Ljubljanski univerzi. In tudi prve pesniške prevode mi je omogočila mariborska založba Obzorja, kjer se je takrat tiskalo marsikaj, za kar drugod ni bilo ne posluha in ne poguma. Tudi uprizoritve dram o Antigoni in drugih antičnih tragedij, ki so še danes aktualne bolj kot kdaj prej, so mi najprej in najlepše uspevale na odrih celjskega in mariborskega gledališča, tudi tukaj v bližnjih prostorih. In podobne izkušnje nimam samo jaz, ampak so jih doživljali tudi moji prijatelji in kolegi. Na primer, slavist Jože Pogačnik, ki je moral desetletja predavati na univerzah v Zagrebu, Novem Sadu, v Osijeku in je šele malo pred svojo upokojitvijo na Mariborski univerzi dobil tako zelo zaželeno profesuro v Sloveniji. Podobno mi je tudi pred nedavnim umrli Andrej Capuder zaupal, kako so mu bolj kot druge založbe šla na roko mariborska obzorja in ga, čeprav je bil šele čisto nepoznan začetnik, malo pred božičem leta 1972 presenetila z okusno izdajo vseh treh knjig Dantejeve božanske komedije v njegovem prevodu. In kot mi je zaupal, je rekel:
mi je rekel takratni direktor Obzorij, profesor Jože Košar, veš, to bo pa gledal na vsebino, pekovica nebesa, lepo božično darilo, zato smo se v Mariboru potrudili, da je išlo še o pravem času. Ob razmišljanju o vsem povedanem bi se mi skoraj da zdelo idealno, ko bi Mariborska univerza zaobjemala komplet vseh tradicionalnih fakultet, obenem s teološko fakulteto, v katero bi lahko preraslo nekdanje bogoslovje, in kolikor mi je znano, so nekoč že potekali pogovori v tej smeri. Toda ideali, to bi bil ideal. Ideali pa nam večkrat ostajajo nedosegljivi. Zato si poiščemo in izberemo to, kar se nam zdi v okviru realnih možnosti najboljše in morda sploh edino izvedljivo. Očitno se je tudi vašim predhodnikom po skrbnem tehtanju vseh okoliščin, ki meni v podrobnosti niso znane, in ob upoštevanju personalnih, prostorskih in finančnih kapacitet in potreb zdela najboljša, najbrž takrat edina realna možnost, da ostanete še naprej organsko povezani z edino obstoječo teološko fakulteto v naši državi kot njena posebna enota, pa z močnim verskim zaledjem v vzhodni Sloveniji. Sicer pa sem osebno prepričan, da formalni okviri niti niso pomembni. Strokovno razgledan in svojemu poslanstvu predan profesor lahko tudi v najbolj nemogočih okvirih dela čudeže. Jaz se spominjam, ampak ne mislim, da sem delal čudeže, ne? Ampak spominjam se, kako mi je uspelo na ptujski gimnaziji, ko so latinščino preganjali ne profesori, ampak seveda drugi izven profesorski nedelavci. Ja, ne, niti nedelavci. In rekli, ne bomo imeli tukaj šole za bodoče farje in kaplane. Ja, ampak mi je uspelo ob razumevanju, da so dijaki, čeprav je bil to neobvezen predmet, hodili k latinščini, kot da je to obvezen. Še pomislili niso, da bi kaj prešpricali. Če je bila bolezen vmes, so mi prinesli spričevalo. In vem, da tudi v vaši mariborski enoti z dušo in srcem delujejo veliki strokovnjaki. To potrjujejo njeni dosedanji uspehi, njeni diplomanti, njeno plodno sodelovanje z drugimi kulturnimi in znanstvenimi ustanovami v tem prostoru in na tem področju. In tudi stiki in sodelovanje z uglednimi teološkimi fakultetami v sosednjem Gradcu, v Regensburgu na Bavarskem, pa v bližnjem Zagrebu, pa v malo daljnem Beogradu, katerih predstavniki so tukaj mogoči. In prepričan sem, da se bo to sodelovanje v prihodnje, če boste delovali tako kot doslej, samo še poglobilo in okrepilo. Ob tem pa bi vam rad še posebej poudaril to, kar je bilo že vašemu prvemu ustanovitelju, škofu Antonu Martinu Slomšku, bolj kot vse drugo, najbolj pri srcu. To pa je
odnos do materinega jezika, odnos do slovenščine. In to našo slovenščino danes, nažalost, najbolj ravno na raznih fakultetah, ne na vseh, vse bolj izpodriva in ogroža angleščina, ki je na prvi videz zelo prijazna in ustrežljiva, a se nazadnje izkaže kot čez vse gospodovalna. Njeno geslo je publish or perish. Pri tem pa je seveda mišljeno publish English, ker to, kar ni objavljeno v angleščini, to marsikje kot da nič ne šteje in kot da nič ne velja. Ta grožnja angleščine nam danes upravičeno zbuja in povzroča več sivih las in več skrbi, kot nam jih je kdaj prej zbujala bližina in vsiljevanje nemščine. Ne vem sicer in ne poznam podrobnosti, kako je s tem na Mariborski univerzi. Toda, če bi Slomšek danes vstal od mrtvih, če bi bil povabljen na sejo senata na kaki ljubljanski ali na kaki drugi fakulteti, ki je mogoče bližje italijanski meji, kot je Maribor, kot je od Maribora Šentilj oddaljen na meji Avstrije. Če bi poslušal debate na tistih zasedanjih senata, kaj je glavna tema, osrednja tema včasih in za kar gre največ denarja, našega davkoplačevalskega denarja, kaj vse se mora obvezno izvajati v angleščini. Ne samo predavanja, tudi seminarji in spici. Če bi slišal za predloge, da se morajo doktorske disertacije, tudi če gre za izrazito slovenske, slovenistične jezikoslovne probleme, pisati, objavljati in zagovarjati v angleščini, bi ga to tako hudo zabolelo, tako bi ga stisnilo pri srcu, da bi pri priči vstal, bi se dvignil, bi zapustil tisto sejo in bi rajši legel nazaj v grob. Zato pa, da se kaj podobnega lahko, da se kaj podobnega ne bi dogajalo tudi tukaj med vami, v tem prelepem Slomškovem mestu ob Dravi, v ponosnem mestu generala Rudolfa Maistra, vas lepo prosim in vam polagam na srce, ostanite zvesti izročilu škofa Antina Martina Slomška in naslednikov na njegovem lavantinsko-mariborskem sedežu, Maksimilija Držečnika in drugih. Predvsem pa Slomška, ki je globočino krščanske vere in narodno zavedno uporabo materinščine vedno pojmoval kot dve neločljivi, dve neodtujljivi komponenti, ki sta harmonično zraščeni in utelešeni v slehernem od nas, kar nas je udal slovenske narodne skupnosti. Naj končam z željo, da bi vaša mariborska enota teološke fakultete v soglasju in v plodnem sodelovanju s tukajšnjimi razumniki in izobraženci, zlasti slavisti in z vrhunskimi umetniki slovenske besede, ki v teh prostorih nastopajo in v teh prostorih dobivajo
najvišja priznanja za svoje umetniške dosežke na odru, da bi še naprej zvesto ohranjala, gojila in bogatila dragoceno Slomškovo dediščino. In da bi si vaši profesori in slušatelji k srcu vzeli besede iz njegove nepozabne binkoštne pridige, ki jo je imel leta 1834 v Možberku nad Vrbskim jezerom. Čeprav je ta pridiga stara že več kot 180 let, pa je danes še veliko bolj aktualna kot kdaj prej in vredna, da bi jo v celoti prebrali vsako leto pri pouku slovenščine, če ne pa vsaj pri verouku v začetku akademskega leta, pa tudi pri predavanjih na vaši enoti teološkega fakultete. Če drugega ne, vas prosim, si k srcu resno vzemite vsaj tole svarilo iz pridige. Materni jezik je najdražja dota, ki smo jo od svojih staršev dobili. Skrbno smo ga dolžni hraniti, olepšati in svojim mlajšim zapustiti. Kdor svoj materni slovenski jezik pozabi, malopridno svoj talent zakoplje. Bog pa bo en bart tirjal in vsi zaničevalci svojega poštenega jezika bojo v nanjo temo potisnjeni. Hvala, spoštovani akademik, za to kleno besedo, za te odločne besede in spodbudne misli. Bog daj, da bomo znali to upoštevati in uresničevati. Hvala lepa. Prisluhnimo vokalni zasedbi Kebataola, ki bo zapela pesem Praznujmo praznik škofa Nikolaja. Versimus salvis omnis, Deo
Spoštovani, za trenutek se ozrimo v zgodovino. Od leta 1968, ko se je zopet uvedel univerzitetni teološki študij na enoti, prej na enoti v Mariboru, se je zvrstilo kar 9 predstojnikov. 5 od njih je tukaj navzočih in Senat Teološke fakultete je sklenil, da ob današnji slovesnosti 5 prodekanom in nekdanjim predstojnikom enote v Mariboru podeli plaketo zahvale. In to plaketo želita izročiti naš dekan Teološke fakultete in nadškof in metropolit Alojzij Cvikl. Oba povabim, da stopita tukaj na mojo levo stran. Sedaj bom pa poklical vsakega, ki bo prejel plaketo zahvale. Prvi, ki prejme zahvalo, je profesor dr. Vinko Potočnik. Zahvala za uspešno in požrtvovalno opravljanje službe prodekana in predstojnika enote Teološke fakultete v Mariboru ter skrb za ohranitev teologije v Mariboru prejme profesor dr. Vinko Potočnik v letih 1991 do 1999 in potem od 2004 do 2008. Drugi, zahvalo za uspešno in požrtvovalno opravljanje službe prodekana in predstojnika enote Teološke fakultete v Mariboru ter skrb za ohranitev teologije v Mariboru prejme izredni profesor dr. Ivan Janez Štuhec v letih od 1999 do 2004. Naslednji, zahvala za uspešno in požrtvovalno opravljanje službe prodekana in predstojnika enote Teološke fakultete v Mariboru ter skrb za ohranitev teologije v Mariboru prejme izredni profesor dr. Avguštin Lah v letih 2008 do 2012. Naslednji, zahvalo za uspešno in požrtvovalno opravljanje službe prodekana in predstojnika enote Teološke fakultete v Mariboru ter skrb za ohranitev teologije v Mariboru prejme izredni profesor dr. Maksimilijan Matjaž v letih 2012 do 2014. In še ena dama. Zahvalo za uspešno in požrtvovalno opravljanje službe prodekanije in predstojnice enote Teološke fakultete v Mariboru
ter skrb za ohranitev teologije v Mariboru prejme docentka doktorica Mateja Pevec Rozman v letih 2014 do 2018. Iskrena hvala v imenu prejemnikov priznanj za izkazano zaupanje in čast in želim sedanjemu vodstvu, da bi svoje poslanstvo uresničevalo z modrostjo, preudarnostjo in srčnostjo. Ob zaključku naše slovesnosti se bomo lahko ponovno predali glasbenim užitkom godalnega kvarteta Feguš. 4 bratje, Filip, Simon Peter, Andrej in Jernej Feguš, so že v rani mladosti leta 1992 ustanovili godalni kvartet Feguš. V več kot 2 desetletjih neprestanega muziciranja je kvartet dosegel izjemno raven umetniškega delovanja. Zaradi svojega edinstvenega pristopa do zvoka in visoke stopnje uigranosti, kar izhaja iz njihove družinske povezanosti, se kvartet Feguš bistveno razlikuje od ostalih vrhunskih kvartetov. Njihove interpretacije pa so posebna, neponovljiva glasbena doživetja. Pot jih je vodila od začetkov v Mariboru, preko študija v Celovcu, Firencah in Gracu, ter sodelovanja s svetovno znanimi glasbeniki vse do slovite dvorane Carnegie Hall v New Yorku, kjer so se izpopolnjevali pri slovitem Izaku Šternu. Za svoje delo so prejeli številna priznanja in nagrade. Nocoj nam bodo zaigrali Sukovo meditacijo na staročeški koral Sveti Vaclav opus 35 in godalni kvartet v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Predno pa se predamo glasbi. Mi dovolite, da se vsem zahvalim. Zahvalim, da ste bili danes na ta slovesni dan tukaj z nami. Po akademiji pa ste vsi prijazno vabljeni na pogostitev in prijateljski klepet v predverju dvorane. Vsem skupaj želim še naprej lep in prijeten večer.
Spoštovani gospod Načkov, Alojzij Cvikl, povejte nam prosim, kako vi vidite pomen enote Teološke fakultete v Mariboru za severovzhodno Slovenijo? Izredno velik pomen. To področje vemo, da je področje, ki je revno, področje, kjer je, lahko rekel, tudi duhovna revščina, ne samo materialna. Tukaj, se križajo razne kulturne in interesne sfere in se mi zdi, da ravno ta enota Teološke fakultete lahko vzgaja mlade, kot sem že prej tudi omenil, ki bodo lahko šli v svet in ponesli drugačne vrednote. Ker mesto Maribor, pa rečemo tudi Celje, Ptuj in ta del Koroška, ta del veliko gravitira sedaj zaradi dela v Avstrijo. Vsak dan se vozijo v Avstrijo. In tako rekoč se tukaj že čutijo skoraj tujci doma. In se mi zdi, da prisotnost teh duhovnih vrednot, teh pravih vrednot, ki človeka dvigajo, gradijo, so zelo pomembne. In ustanove, kot je Teološka fakulteta tukaj v Mariboru, enota v Mariboru, je gotovo tista, ki na eni strani, kot je bilo že rečeno, goji povezano z Univerzo v Mariboru, po drugi strani pa te mlade, ki želijo res rasti v veri, ki želijo, se pripravljati za to, da bi v ta svet le prinašali drugačne vrednote, je to edina ustanova, ki jo imamo in zato sem zelo vesel, hvaležen, se veselim tega današnjega trenutka in prosim Gospoda, da bi nam dajal, moči, pa tudi, da bi našli lahko sredstva, da bi ta ustanova lahko nemoteno delovala naprej, ker jo potrebujemo. Najlepša hvala. Monsignor Stanislav Slatinik, kot novi prodekan enote Teološke fakultete v Mariboru, nam povejte nekaj misli ob tem visokem jubileju, prosim. Z velikim veseljem gledam nazaj v zgodovino. Od leta 1968 do danes je bila enota izredno plodovita. To se pokaže še posebej v mnogih raziskavah, v številnih študentih in zelo dobrih, odličnih profesorjih. Zato sem zelo ponosen, da prevzemam prodekansko službo, ko se oziram nazaj v to lepo preteklost naše zgodovine, tukaj na Štajerskem, v Mariboru. In z velikim optimizmom gledam tudi v prihodnost. Zelo si želim, da bi mladi radi prišli na našo enoto, da bi izbrali študij teologije. Prepričan sem, da je teologija v Mariboru ne samo veja humanistične vede, ampak je izredno pomembna tudi za družbo in bi mladim lahko omogočila zelo dobro podlago pri iskanju njihovega delovnega mesta, tako v politiki, v gospodarstvu, na sociali. In upam, da bomo z velikim optimizmom pa skupnimi močmi na naši enoti razvijali projekte, ki bodo mlade študente, tako fante in dekleta, privabili, da bodo hoteli študirati teologijo in potem z svojim znanjem obogatiti slovensko družbo. Zato sem prav na začetku te moje nove službe izredno vesel, hvaležen svojim predhodnikom in z velikim optimizmom gledam v prihodnost. Hvala lepa. Gospa Mateja Pevec-Rozman, vi ste nekdanja prodekanja Teološke fakultete enote v Mariboru. Povejte našim mladim gledalcem, bodočim študentkam in študentom, zakaj bi jim predlagali, naj vpišejo na Teološko fakulteto v Mariboru? Ja, hvala lepa za to vprašanje, ki je tako aktualno v tem sodobnem času. Zakaj je aktualno? Ker živimo v času, lahko rečemo, sekularizacije, v času izgubljenih vrednot ali pa prevrednotenih vrednot, v času, ko človek doživlja stisko svojega smisla, stisko bivanja. In gledajte, v vseh teh okoliščinah je študij teologije tisti,
ki postavi prave temelje, ki da vpogled v globjo resničnost življenja, ki obogati življenje, ki pomaga mlademu človeku, da išče tisto, kar ga osrečuje, kar ga v resnici osrečuje, kar mu daje smisel bivanja, kar plemeniti njegovo življenje. In teologija je tista veda, ki s svojimi znanstvenimi metodami, pa tudi s tem, ko nagovarja človeka na srce, v celoti preobraža človeka. Torej smatrate, da je študij teologije neke vrste osnova, morda tudi za nadaljevanje študijev in nudi lahko tudi ustrezno zaposlitev v današnji domovini Sloveniji? Ja, tako drži, kot ste rekli, študij teologije je eden najlepših študijev, je eden najbolj vsestranskih študijev in nudi človeku široko izobrazbo. To pomeni, da se izobrazi za različna področja in se lahko potem tudi na različnih področjih ustrezno znajde, ker razume človeka, ker razume dogajanje v svetu, razume in zna tudi stiske človeka na ustrezen način odgovoriti. Glede zaposlitve pa vemo, da je na vseh področjih ali pa skoraj pri vseh poklicih težko, razen v tehničnih poklicih, pa na področju medicine, ampak kar se tiče humanistike, je pa povsod tako, da se je potrebno znajti, da je potrebno že tekom študija pokazati določene sposobnosti, predvsem pa zanimanja in tako si ustvariti neko pot za profesionalno kariero. Vsi naši študentje, če rečemo starejše generacije, so se odlično profilirali v različnih poklicih in s tem tudi utirajo pot mladim generacijam. Iskrena hvala.